Takoj pritisk naših v želji, da bi prišli čim prej do žoge. Priložnost za udarec in gol! Reprezentančni zaključek leta nas čaka, članice s prijateljskimi tekmami, mladinke in kadetinje pa s kvalifikacijami. Prestop, ki še vedno odmeva. Lara Prašnikar je pred nekaj tedni po dolgih letih zapustila Nemčijo in se podala v zibelko ženskega nogometa Združene države Amerike. Z njo smo strnili prve vtise. Mladinska reprezentanca je v Kranjski Gori opravila zadnji test pred kvalifikacijami za nastop na Evropskem prvenstvu. Ekipi bo v vezni liniji s kapetanskim trakom poveljevala Maja Madon, ki je zdaj že privajena na italijanski tempo življenja. Edinstvena je bila lanska reprezentančna sezona, najboljša, odkar ženska reprezentanca sodeluje v evropskih tekmovanjih. Takšna zmaga, kot jo je Slovenija zabeležila v uvodu Lige narodov proti Irski, ko so 4-0 odpravile zasedbo, ki je leta 2023 igrala na svetovnem prvenstvu, do zdaj še ni bilo. Naša dekleta so do konca tekmovanja zdržala na prvem mestu ter si premierno prislužila nastop med elito v Ligi narodov. Češnja na torti je bilo gostovanje pri Avstraliji. Tudi proti reprezentanci iz dežele tam spodaj so Slovenke dokazale, da se lahko merijo z najboljšimi na svetu. Ja, zagotovo je to ena lepa potrditev dobrega dela in to vpliva tudi na vzdušje v ekipi, ki je bilo že prej vrhunsko, ampak vsak tak uspeh pa v bistvu pripomore še več k temu, da je res atmosfera odlična, da se igralke med sabo razumemo, da se s strokovnim vodstvom še bolj povežemo, zaupamo drug drugemu in takšen uspeh je zagotovo potrditev vsega tega. Zaključek leta 2026 bo miren, sta pa dva enotedenska zbora namenjena pogledu v prihodnost. Slovenijo čaka tako Liga narodov kot tudi kvalifikacija za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2027, ki bo potekalo v Braziliji. Ja, vemo, da naslednjo leto praktično ne bo lahkih tekem. Vsaka ekipa, ki bo prišla, bo više rangirana, visoko, više, zelo više rangirana od nas. Tako da ja, jaz se zelo veselim tega, me zelo zanima, kako se bomo z njimi kosale, ampak zato pa imamo zdaj to akcijo, pa še naslednjo, da se probamo pripraviti po najboljših močeh in da ja, tudi našo neko samozavest dvignemo na višji nivo, ker jo bomo rabili. Nasprotnik Srbija je bil kot po meri, saj je na Fifini lestvici 3 mesta pred Slovenkami, ki so 38. Srbkinje so seveda dobra ekipa. Če se ne motim, so se tudi one uvrstile sedaj v skupino A v Ligi narodov. Tako da mislim, da bo ta tekma pokazala veliko, kje smo. Ampak mislim, da če bomo v tekmo stopile tako, kot znamo, da bomo tudi potrdile svojo kvaliteto in da bojo 3 točke ostale doma. Ker smo jih tudi zbirali take ekipe, ki so na najvišjem nivoju, tako Srbija kot naslednjo akcijo, ko gremo na Poljsko. Obojni so se uvrstili ravno tako kot mi iz Lige B v Ligo A in sigurno bomo probali neke nove kombinacije, probali še bolj uigrati tisto, kar nam je mogoče malo falilo v Ligi B in proti Avstraliji. Moramo preizkusiti nove igralke, ker vemo, da imamo 2 poškodbi. Vemo, da bomo težko računali na Saro Makovec pa Špelo Kolbl, ki sta bile obe nosilke v prvih 11, tako da moramo čim bolj te tekme pripeljati do tega, da bomo najboljši pripravljeni za leto 2026. Tako za Slovenke kot tudi za Srbkinje bo današnja preizkušnja 3. pripravljalna v koledarskem letu 2025. Odigrana pa bo seveda v okviru priprav na kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027 v Braziliji. Sternat, blokiran predložek, pa takoj pritisk naših v želji, da bi prišli čim prej do žoge. Priložnost za udarec in gol! Slovenija vodi že ob izteku 3. minute. Odličen zaključek akcije je bil to Zare Kramžar in Milica Kostić je prvič premagana na tej tekmi.
Poglejmo še enkrat, ta pritisk na zadnjo linijo Srbije je obrodil sadove. Izabela Križaj je priigrala žogo za Slovenijo, poskrbela za asistenco. Poglejmo tudi to še enkrat. Do žoge je prišla pred Damjanovičevo in potem udarec Zare Kramžar za vodstvo Slovenije v 3. minuti. Prav Dominika Čonč je dejala, da prijateljskih tekem pravzaprav kakšna napaka in izenačenje na 1:1 v 10. minuti. Avtogol Lane Golob. Kaj je Eržen pred vrata. Na mestu srbska obramba. A zdaj znova Gradišek, strel z oddaljene z distance, bolje rečeno prek vrat je udarila Sara Gradišek, članica Radomel, ena izmed 2 igralk tega kluba v tem sklicu reprezentance. Torej vadi in igra pod vodstvom Mateja Rožiča Mauriča. Križajeva je ob njej, Ivanovičeva je prišla do prostora za predložek. To bi znalo biti nevarno, vendar je bila Lana Golob na pravem mestu. Kramžar. Lara Prašnikar nadaljuje slovenski napad. Desno je Maja Sternat. Prašnikar v preigravanju pa do strela z razdalje in brani Milica Kostić. To bo kot za Slovenijo. Ob koncu 17. minute neugoden poskus Lare Prašnikar z razdalje. Korošec. Križaj, dober predložek in Lara Prašnikar je bila v zaključku akcije. Mislim, da je celo žogo uspela preusmeriti proti vratom, vendar ne dovolj konkretno, da bi prisilila Čankovič. Predložek v sredino, priložnost, obramba, Zale Meršnik in na to izbijanje. Ostaja 1:1. Janež, Kramžar s podajo pred vrata, na pravem mestu Damjanovič. Še enkrat Kramžar do strela in brani Milica Kostić. Priložnost za Laro Prašnikar in Zaro Kramžar. To je bil poskus strelke našega prvega gola. Zara Kramžar, to je zdaj obetavno. Maja Sternat do strela. Gol za Slovenijo v 47. minuti. 2:1. Krasen zaključek z roba 16-metrskega prostora je uspel članici bremenskega Werderja Maji Sternat v njenem 11. nastopu za Slovenijo. Drugi zadetek za njo. Podaja gre na oddaljeno vratnico in priložnost je bila to. Pripravljalne tekme seveda služijo gradnji kemije v ekipi in v igravanju. Zdaj je nova priložnost za Slovenijo, dobra poteza in na koncu Zara Kramžar strelom prek vrat. Dobra podaja zdaj, to bi znalo biti nevarno. Preigrava Allegra Poljak, strelja in vratnica, potem pa še en avtogol, pa to je neverjetno. 2:2 v 66. minuti. Od vratnice se je žoga odbila, mislim, da v Izabelo Križaj in od tam v mrežo. 2:2 je v Radomljah. Kot izvaja Tijana Filipović. Gol. Srbija zdaj vodi s 3:2, 76. minuta, strelka pa mislim, da Nevena Damjanović.
Podaja zdaj pred vrata, še en poskus asistence za Tijano Filipović, potem pa Allegra Poljak, napaka Meršnikove in nov gol. Nov gol, strelka je Nina Matejić. To je 4-2 zdaj za Srbijo v 78. minuti. In kontra modrih. Allegra Poljak je na desni strani prejela podajo, strel in vratnica. Vratnica Allegre Poljak, ko je Srbija slavila v Dravogradu s 5-0. Dobro posredovanje, zdaj težave za Zalo Meršnik po poskusu Nine Matejić. Še ena priložnost za spremembo izida, prek vrat pa je streljala Mina Čavić in v tem trenutku je tekme konec. Srbija je v Radomljah premagala Slovenijo 4-2. Ja, danes mislim, da smo na trenutke pokazali v redu igro, ampak pa smo iz lastnih napak, padec koncentracije dobili take gole. Zdaj to je definitivno moramo te napake predelati, analizirati in pač priti do tega, zakaj prihaja do tega, ker zdaj gremo v Ligo A in tukaj si niti najmanjšega padca koncentracije ne moramo dovolj. Tukaj je sekunda dovolj, da se pač tekma preobrne. Glih, kar sem prišel z garderobe in sem pač puncem povedal, da ne smemo in ne moremo biti zadovoljni, ker take stvari se nam ne smejo dogajati. Kljub temu, da je večino tekme, recimo tam 65-70 minut, da smo pustili zelo dober vtis, ampak enostavno take napake, tak padec v nekom fokusu se nam ne sme dogajati, ker to bojo dobre reprezentance takoj kaznovale. Mislim, da je to ena super izkušnja za te punce, morajo prevzeti odgovornost in sigurno se moramo nekaj iz tega naučiti. Seveda so pozitivne stvari, moramo analizirati tekmo in videti, kaj je pozitivno, kaj bo tudi manj pozitivno. Se naučiti iz tega, ampak sigurno pa smo zadovoljni z rezultatom, hočemo več. Seveda smo bile vesele, tudi jaz sem zase vesela, ampak ja, je odraz našega presinga, dobre ekipnega presinga in na to pa prišel gol. Je nosilka glavnega bremena Slovenije v napadu. Za reprezentanco nastopa že eno dekado. Letošnjega marca je minilo 10 let od njenega debija v dresu z državnim grbom. Naključje je hotelo, da je prvič oblekla dres Slovenije proti državi, kamor se je pred nedavnim preselila. Po 9 letih v Nemčiji je prišlo vabilo onkraj Atlantika. Svojo kariero nadaljuje pri Utahu. Jaz moram reči, da je ponudba prišla praktično čez noč in pa to so neke sanje, ki se jih težko odrečeš. No. Mislim, da zdaj v tem zadnjem mestu, odkar sem v Ameriki, vidim, na kakem levelu je to vse v svetu. Mislim, prej sem igrala v Nemčiji 9 let, že to je bilo na zelo visokem nivoju, ampak ko enkrat prideš v Ameriko, to pa je bomba. Pač dejansko več od tega mislim, da že skoraj je nemogoče. No. Sem vesela, da sem dobila to priložnost in jo bom probala izkoristiti po maksimalnih močeh. Za Slovenijo ima 88 nastopov in 48 zadetkov. V klubskem dresu Eintrachta je igrala v Ligi prvakinj. Pred meseci se je govorilo, da si jo resneje ogleduje veliki Bayern, a najbolj konkretni so bili Američani. Zdaj je postala del najpopularnejšega ženskega športa v Združenih državah Amerike. Mislim, že sam v celo klubsko strukturo, ko priješ, to je že vse na ogromnih obratih. To je zelo veliko ljudi, ki so dejansko samo v tem ženskem klubu, vse je profesionalno. Jaz sem od 8 do 2 praktično zaposlena, vse imam dano na pladnju, vse, kar rabim za svoje življenje, za svoj napredek, za svoj job je tam. Ne rabim se obremenjevati z drugimi stvarmi, ko pa sem z nogometom in me veseli, da sem prišla do tega levela, ko so vsa ta leta nekega odrekanja poplačana in zdaj želim še tega nekega predskoka naprej, da še vidim, a je možen še en korak naprej, da tudi v tej ligi začnem maksimalno igrati in dosegati te neke levele ali pa norme, ki sem si jih zadala.
Dolga leta je ženska nogometna liga v Združenih državah Amerike veljala za najmočnejšo. V zadnjem obdobju sta jo dohitela španska in angleška, je pa ameriška še vedno na vrhu, kar se tiče kombinacije kvalitete in enakovrednosti. Vsak klub lahko premaga vsakega. Jaz še nikoli nisem igrala v taki ligi, ki bi bila toliko izenačena, toliko v Ameriki se reče competitive, neka tekmovalna. Dejansko ni ekip, kot so bile naprimer v Bundesligi Bayern, ki pač puščajo za sabo vse ekipe z visoko razliko v golih in vsem. Pač ja, tu so tekme res, ja, se gleda na nijanse, no. Na tekme na stadione hodi po ne vem koliko tisoč ljudi, stadioni so ogromni. So neke sanje, no. Jaz zaenkrat sem v taki neki uvajalni fazi, glede na to, da je kakovost oziroma tudi intenziteta cele lige in pa tekm je na zelo visokem nivoju, višjem, kot je bila Bundesliga in mi pač dajejo ta en mesec še, koliko dolgo še pač traja liga oziroma še eno tekmo, da se pač uvedem, da bom pripravljena za naslednjo sezono in da pač bojo lahko takrat resno na mene računali. In mislim, da je bila prava odločitev, da sem zamenjala zdaj sredino, ko je bilo že skoraj konc lige tam, da se pač počasi lahko brez stresa uvedem v to in da drugo leto štartam na polno. Larino kariero bi lahko primerjali z nenehnim vzponom. Dokazala se je na slovenskih tleh v dresu Škal, v nemškem Potsdamu spravljala v obup bundesligaške obrambe, pri Eintrachtu pa nastopala med evropsko smetano v Ligi prvakinj. Mogoče v moji karieri je to tisto, kar mi je še manjkalo, ta neka fizična pripravljenost, res, da pač si do 100% pripravljen, da pač ti ni težko karkoli. In mislim, da je ta nek korak bil v to ameriško ligo pravi, da se še na tem izpopolnim in to bom lahko dala tudi svoje reprezentanci, kar me zelo veseli. Nemčije, ne boš pogrešala? Ma seveda bom, mislim, 9 let sem preživela tam, mi je postal kot nek dom, ampak trenutno se počutim, kot da je bila to res prava odločitev in ja, sem vesela, da sem naredila oziroma sprejela to težko odločitev, res ni bila lahka, težek korak naprej, ampak mislim, da je bil zelo potreben. Naslednja članska reprezentančna akcija bo konec novembra in v prvih dneh decembra, istočasno kot bo mladinska reprezentanca odpotovala na kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu. Slovenke bodo igrale proti Severni Makedoniji, Gruziji in Azerbajdžanu. Le prvo mesto pelje v ligo više. Formo so mladinke pilile pred dnevi na turnirju v Kranjski Gori, premagale so Hrvaško in izgubile s Poljsko. Kapetanski trak je na turnirju nosila Maja Madon. Nič nenavadnega, da jo je tujina zvabila še pred polnoletnostjo. Maja Madon je izstopala že na slovenski sceni in se enakovredno kosala starejšimi igralkami. V sezoni 2022-23, ko je nosila dres Radomel, je igrala kar za 3 selekcije, v 15, 17 in pa tudi članice. Je vezistka, ki pa ima v napadu proste roke. Na prvoligaških 27 tekmah je dosegla 10 zadetkov, 3 za Radomlje in 7 za Olimpijo, potem pa skok v večno mesto. Začela sem poleti pripravljeno obdobje s članicam, zdaj pa sem bolj v 19 ekipi, prejšnje leto sem bolj platet, ker da so prišljene članicam, upam pa na čim več članskih treningov, kot tudi vse ostane. Prejšnje leto sem živela v centru, ker je bilo pač tak olimpijski center, kjer so tudi znotraj tega centra potekali treningi in ni bilo toliko všeč zaradi tega, ker se je bolj vse vrtel okoli tega nogometa, pa sem težko odmislila ta svet. Zdaj sem pa v apartmaju in mi je veliko bolj fajn, ker je tudi zelo blizu, 15 minut stran v bistvu, imamo organiziran prevoz. Pri Volkuljah je bila priključena članski ekipi. Dobila je priložnost za debi, predvsem pa bila prisotna tudi na tekmah Lige prvakinj. Zelo dobra izkušnja, ampak mi je bilo pa po drugi strani zelo težko spremljati samo iz klopi, ker pač nisem bila navajena, v Sloveniji sem zmeraj igrala, pa prideti pa celo tekmo odsedeti mi je pa zelo težko v bistvu na začetku. Prvo sezono tudi jezika nisem znala, pa mi je bilo malo težje, ampak zdaj pa tako mi je fajn s to ekipco, ki smo za 19. Pa tako, no, tudi jezik sem se naučila, tako da je veliko lažje, bolj sproščena.
Po Cerkljah, Radomljah in Olimpiji je njena četrta postojanka postala Rim. V večnem mestu nogomet pomeni strast, nogometaši in nogometašice pa so kot nekoč gladiatorji v Koloseju, danes na modernih stadionih. Ženska ekipa Rome nastopa na stadionu Tre Fontane na jugu mesta. Tam imajo svoje tekme tudi mladinke, prav tako pa se igra Liga prvakinj. Ko ima kaj prostega časa, pa rada obišče ikonični Olimpiko. Sem bila pa na tekmi, na ene par pomembnih tekmah in je zelo dobro vzdušje. Rim še zdaleč ni le nogomet, je kultura, zgodovina in tradicija. Kaj pa jo je poleg nogometa najbolj navdušilo v Italiji? Mogoče hrana, pač hrana je tako zelo dobra, kakor si, da ima že tako evropska znana. Članski ženski ekipi Rome letos gre odlično. Je na prvem mestu še brez poraza. Mladinke so druge, izgubile so le proti Juventusu. Maja je že dosegla gol. Tako v Italiji, kot tudi tukaj sem pač med starejšimi in se mi zdi, da imam seveda malo bolj pomembnejšo vlogo, da spodbujam mlajše, da jim dam zaupanje vase, pa samozavest, da jih ni strah delati napak. Tako predvsem ta spodbuda na igrišču. V prihodnjih tednih se bo še enkrat vrnila v Slovenijo. Po turnirju v Kranjski Gori konec novembra mladinke čakajo kvalifikacije za nastop na Evropskem prvenstvu. Najlepše mi je spet videti svoje prijateljice, pa družina, pa tudi krajina splošna Slovenija, da se sprehajam, da grem na sprehod, pa ljudje govorijo slovensko, če to mi lepo. Naloga ne bo preprosta, saj bodo morale v prvem delu kvalifikacije osvojiti prvo mesto v skupini poleg organizatorice turnirja Severne Makedonije, Gruzije in Azerbajdžana, če bodo želele priti v ligo više. In na to, če jim bo uspelo, sledi v letu 2026 še drugi del kvalifikacij, kjer pa bi bile po uvrstitvi iz druge v prvo ligo uvrščene v zahtevno skupino s samimi močnimi izbranimi vrstami. A vsaka nova tekma je možnost za napredek. Mislim, da smo zelo dobra ekipa, da smo zelo povezane, da je tudi zelo energična ekipa. Ambicije so seveda, da pridemo iz B lige nazaj v A ligo najprej, potem pa pač seveda na Evropsko prvenstvo. Pred mladinkami pa gredo v kvalifikacije kadetinje. Reprezentanca U17 bo 5. in 11. novembra v Čatežu igrala sprva proti Ferskim otokom, nato še z Islandijo. Če se naše želijo vrniti v Ligo A, morajo osvojiti prvo mesto. S tem koncem tedna pa se vrača državno prvenstvo. Ženska nogometna liga Triglav. Že v petek je na Kodeljevem derbi Olimpije in Murenona. Preostale 4 tekme so v nedeljo. Kirurgija Estetikal Aluminij igra proti Gažonu Lelogu. V Staršah se bosta mirila ŽN Maribor in Cerklje. Krim Kubat pričakuje vodilno Ljubljano. Na Ajdovskih Policah pa gostuje Žalec Trbovlje.